En lepo zdrav, draga moja družba. Ta video pa res snimam z namenom, da vas bi opogumila k temu, da delate na sebi z miselnim delom, z umskim orožjem, ne orožjem, pa tudi oročjem, kakorkoli. Ja, zelo pomembno je, da je moč duha še močnejša kot pa fizična pripravljenost. Ste vedeli, da je močan duh še bolj pomemben kot pa močno telo? Ne zdaj, da ne zanemarjati fizične pripravljenosti, ampak če ste zelo fizično pripravljeni in nimate razvitega močnega duha, potem vaši rezultati ne bodo tako bleščeči, kot bi si jih želeli. Zato bom sedaj povedala eno afirmacijo, ki vas bo opogumljala k temu, da boste redno delali z umskimi orodji. In ta afirmacija je: s svojim duhom in vztrajnostjo lahko dosežem vse, kar si zamislim. Zanima me, ali ste se kdaj spraševali, kako bi premagali ovire, ki vam jih postavlja življenje, na kakšen način, s katerimi orodji vi to si pri tem pomagate, s katerimi umskimi orodji. Saj veste, čeprav telo in duh nista čisto zmeraj v ravnovesju, je pa močan duh tisti, ki vas vodi naprej. Vi potrebujete močan duh, če želite napredovati. Naj vam predstavim sedaj nekaj neverjetnih posameznikov, ki so kljub fizičnim omejitvam dosegli osupljive rezultate. In med prvimi bom vam predstavila na kratko Nika Vujčiča, ki je bil rojen brez nog in rok, a s srčnostjo in sedaj premika gore in je velik motivator. On je res ogromen, bomo rekli globalni motivator, ki je navdih milijonom ljudem. Kako lahko torej oseba brez okončnin premika gore? To vam dam za primer, da kako pomemben je kako pomemben je močan duh. Zato vam res na srce polagam, delajte z umskimi orodji, kajti le ta vam bodo pomagala, da boste lahko še bolj intenzivno spravili vred tisto, kar si želite spraviti v takšno stanje, ki si ga želite. Močan duh je tisti, ki premika gore. Med njimi je na primer tudi Stephen Hawkins, potem Whitney Hamilton, Aaron Wells. To so ljudje, ki so premaknili gore s svojim duhom. Namreč Whitney Hamilton se je zgodilo punci, da je morski pes odgriznil roko, ampak ona še je vedno šla na desko in postala in vztrajala še naprej, da je profesionalna deskarka. In kaj je njena zgodba? Je simbol neustrašnosti in vztrajnosti. Ja, in močnega duha, kajti jaz vmrem, da bi še enkrat si upala iti, ker se pač bojim morskih psov na desko, pa mi je že en morski pes odgriznil roko, pa ne vem, no, res bravo, Whitney. In zato vam res na srce polagam, bodite neustrašni, delajte s svojim umom, kajti je tisti, ki bo vašo fizično telo spravil naprej v tisto, kar si vi želite. Tudi svoj primer lahko povem, ni to tako kot je Nikov ali pa od Whitney. V bistvu je mnogo lažji, ampak kakorkoli, s svojo neozdravljivo boleznijo in z večnimi bolečinami po telesu vztrajam na svoji poti ter motiviram ljudi, jih navdihujem, vas navdihujem, vsaj upam,
skoraj da vsakodnevno bi temu lahko rekli, ali pa vsakodnevno. Pišem priročnike, sem avtorica nekaterih res uspešnih priročnikov, med njimi je Vitkalnik, potem je seveda Dar tisti, ki je kot rokovnik in priročnik zelo priljubljen. In ja, delam takšna in pišem takšna orodja, ki pomagajo posameznikom, da prebrodijo svoje najhujše krize, kajti tudi sama sem jih imela, globoka depresija povezana z velikimi bolečinami in tako dalje, in delam naprej, ne obupam, temveč s svojim umom sama v sebe premagujem, grem naprej in delam tisto, kar nekateri v moji situaciji ne bi zmogli, ker nimajo tako močnega orodja, kot je dobro izvežbanega. Zato vežbajte svoj kajti je tisti, ki vam bo pomagal, da se bodo vaše stvari uredile tako, kot si jih želite. Tako, še enkrat vam bom povedala afirmacijo, in ta je: s svojim duhom in vztrajnostjo lahko dosežem vse, kar si zamislim. Pa!